Dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljeni na novinarski konferenci tukaj na Bledu, kjer poteka srečanje izvršilnega odbora in skupščine Mednarodne sredinske internacionale demokratov, Sredinsko-demokratske internacionale. Dnevni red je zelo obsežen. Na začetku toplo pozdravljam tudi na tej novinarski konferenci predsednika predsednika Andreasa Pastrano in generalnega sekretarja Antonija Lopeza Isturiza. Predsednik bo kasneje nekoliko bolj nasplošno predstavil sam dnevni red zasedanja izvršilnega odbora, ki smo ga ravnokar končali. Popoldan pa nas čaka še zasedanje skupščine. Naša internacionala združuje več kot 100 strank iz praktično vseh kontinentov, iz 80 držav. Ravno danes je izvršilni odbor potrdil še 3 nove članice internacionale, tako da se naša družina veča. Za samo zasedanje je predloženih, mislim, da zaenkrat 13 resolucij. Zdaj, nek skupni imenovalec vseh teh resolucij so mir, demokracija in varnost oziroma grožnje miru v svetu in v posamičnih regijah globalnega sveta, grožnje demokraciji in grožnje varnosti državljanov. Zaradi tega je takšen tudi moto oziroma logo tega blejskega srečanja. Zdaj, ko gre za grožnje miru, najbrž ni potrebno posebej naštevati vsa svetovna žarišča, kjer je svetovni mir neposredno ogrožen. Na evropskem kontinentu verjetno najbolj resno po koncu druge svetovne vojne. Tako da bomo popoldan obravnavali in sprejemali tudi resolucijo o Ukrajini. Že dopoldne smo poslušali poročilo o razmerah v Južno-Kitajskem morju, ker so razmere prav tako napete. Smo slišali nekaj optimističnih besed glede umirjanja situacije. Ko gre za grožnje demokraciji, so tukaj resolucije, ki obravnavajo situacijo v Kolumbiji, na Madagaskarju, pa v določenem delu žal tudi v Sloveniji. Nekaj besed o tem kasneje. Zdaj, ko gre za varnost državljanov, ki so neposredno izpostavljeni pregonu, bodisi sodnemu, bodisi izven sodnemu, celo mučenju, zaradi politične aktivnosti, so tukaj resolucije, ki obravnavajo situacijo v Nikaragvi. Na Kubi razprava je tudi o perečih problemih v teh okvirih, iz teh okvirov, z tega področja v številnih drugih državah. Tako da je nek poskus, da se vse te 3 grožnje, se pravi grožnje miru, grožnje demokraciji in grožnje varnosti državljanov, naslovi tudi z eno bolj splošno nosilno resolucijo, ki smo jo pripravili v Slovenski demokratski stranki v sodelovanju z sekretariatom IDC-ja in tudi nosi tak naslov, se pravi varnost, pravično. In potem bo pač potekala razprava na skupščini popoldan. Zdaj, ko gre za Slovenijo, Slovenska demokratska stranka je predlagala, da se na tem srečanju sprejme resolucija, ki bi obravnavala pritiske na medije. Gre za situacijo, ki jo pač tisti, ki ste iz Slovenije poznate, gre za pritiske na nacionalno radio-televizijo in tudi na Ustavno sodišče, ki obravnava primer zadržanja novega zakona o RTV-ju. Zadeva ima tudi evropske razsežnosti, ker je tukaj vpletena podpredsednica Evropske komisije, gospa Jourova, in v prihodnjih tednih se bo na podlagi te situacije izkazalo, ali v Sloveniji lahko govorimo o svobodi medijev, ali pa gre za popolno prevlado
ene, lahko rečemo, kar neokomunistične politične opcije, ko gre za mainstream medije. Žal smo morali v teh dneh dodati tudi refleksijo na sklep vlade, ki je ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zdaj, ko smo se o tem pogovarjali tukaj s kolegi, so bili vsi izjemno presenečeni, kako je možno, da se kaj takšnega zgodi v državi, ker imamo več kot 700 nekaj prikritih morišč, ne grobišč, ampak morišč, kjer so zgodovinarji pač dobro raziskali neko obdobje in kjer živi na 10 tisoče potomcev žrtev, ki so pomrle oziroma trpele v času komunističnega režima. Zdaj, še posebej pa so si zaprepaščeni, ko slišijo, da je bil ta sklep vlade sprejet nekaj ur pred tem, ko bi ta dan moral biti obeležen, sredi žalne slovesnosti, ki je potekala na Osrednjem trgu v Ljubljani z molitvami in prižiganjem svečk, in to brez kakršnekoli realne utemeljitve. Zato bo popoldan, ko se bo ta resolucija sprejemala, predlagali tudi amandma, ki bo reflektiral oziroma obsodil takšno ravnanje. In glede na razpravo, ki je bila že dopoldan delno na to temo na seji izvršilnega odbora, računamo na podporo tej resoluciji. Zdaj, preden predam besedo predsedniku gospodu Pastrani, izražam tudi zadovoljstvo, da se je sestanka oziroma seje izvršilnega odbora osebno udeležila velika večina predstavnikov strank članic internacionale. Zdaj, samo srečanje, tako kot tudi popoldansko, je organizirano hibridno, se pravi, možno je sodelovati tudi na daljavo preko video povezave. Velikokrat v zadnjih letih, delno zaradi covida, delno pa zaradi oddaljenosti lokacij, kjer se srečujemo, je bilo to skoraj pravilo. No, tokrat se je velika večina naših kolegov udeležila osebno tega srečanja, kar nas pač izjemno veseli, in se trudimo, da bi tradicionalno slovensko gostoljubje bilo izraženo tudi v tem primeru. Toliko z moje strani, če so kakšnakoli vprašanje na to temo, najprej potem, ko pa zaključimo z temi uvodi. Zdaj pa predajam besedo gospodu predsedniku Andreasu Pastrani in se mu še enkrat zahvaljujem za že drugi obisk Slovenije v relativno kratkem času. Predvsem pa izražam zahvalo za vse, kar je on v svoji bogati politični karieri naredil za obrambo svobode in demokracije, pa tudi tistih, ki zaradi podobnega boja trpijo pač kjerkoli po svetu. V svoji matični državi, ker je bil predsednik, se pravi v Kolumbiji, kot tudi širše v Latinski Ameriki in praktično povsod, po vseh regijah tega sveta, kjer deluje naša internacionala. Torej, iskrena hvala, gospod predsednik. Thank you, Prime Minister Janša. Thank you very much. Thank you for you to wait for us, our colleagues of the media. Thank you for waiting us. I think that, Janis, you have said everything. You know, I think that only a few words to say that, first of all, thank you, Janis, Prime Minister Janša, and thanks the Slovenian people for your hospitality. All the IDC family is very happy, and CDI family is very happy to be here in Bled. We had a great meeting today. I think that, as you said, we have been discussing regionally our perspective of the future of Asia, the future of Europe, the future of Latin America and Africa. We have full reports from our members of the different regions. They took the floor to tell us what's happening in most of the regions of the world. As you said, the family is growing, 3 new parties.
were accepted today in CDI, and we are very happy for that. And I think this afternoon, as you said, all these resolutions regarding Africa, you see what's happening in Madagascar, what's happening in Colombia or in Nicaragua, that we have here members, friends of us, talking about Nicaragua, Cuba, Colombia, what's going to happen, what's happening in Europe. We have your speech, Prime Minister Orban and Prime Minister Plenovic, all three vice presidents of CDI. So we are very happy to be here. I think the resolutions this afternoon are going to be very important for, not only for the organization, but for the different countries, that they have, as you said, full support of more than 110 parties, members of the family of CDI around the world. Once again, I think we have internal discussion of our institution, but at the end we will have our General Assembly this afternoon. You're all invited, and I think that we have taken some very important steps today internally for the CDI and externally with all the support through the different resolutions that are going to be proposed this afternoon in the General Assembly. So I don't know if Donna wants to say something. So it's okay. Janis. Najlepša hvala, gospod predsednik. So kakšna vprašanja? Prosim. Marta Razboršek, TV Slovenija. Torej, da je neokomunistična vlada z zavržno ukinitvijo dneva spomina na žrtve komunističnega režima napovedala novo državljansko vojno, ste zapisali včeraj na Twitterju. Sledili so potem nekateri pozivi k oboroževanju, kar je koalicija danes ostro obsodila. Se vam tako kot vladi to zdi nevarno? Mislili s to državljansko vojno, mislite, da nam res grozi oborožen spopad, in kot ste sami dejali, sprejeli boste celo resolucijo, o tem ste obvestili tudi udeležence današnje konference. Kaj bo torej pisalo o njej? Pa gospod Pahor je tudi to potezo oziroma odločitev vlade označil za zaskrbljujočo. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, kar se tiče same resolucije, pač bo javno objavljena, ko bo sprejeta, tako da jo boste dobili. Kar se tiče pa globljih motivov ali pa, bomo rekel, zaskrbljujočih posledic te odločitve vlade na sam, bomo rekel, predvečer praznovanja dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji, pa pač tisti, ki pripadate generaciji, ki je doživela slovensko osamosvojitev in zadnjo fazo demokratizacije, se najbolj spomnite, da je takrat, ko je leta 1990 zasedala prva večstrankarska demokratično izvoljena skupščina, predsednik takratne skupščine, dr. France Bučar, razglasil konec državljanske vojne. Rekel je, danes se s tem dejanjem, ko je Slovenija pač zaživela v nekem pluralnem vzdušju in ko konstituiramo demokratično izvoljeno skupščino, kjer smo imeli prej svobodne volitve, konec nekega časa, ki ga je označil za državljansko vojno. Zdaj, del tega časa je bil oborožen spopad, del tega časa so bile množične morije, ki so napolnile več kot 700 nekdaj prikritih morišč po Sloveniji, ki se še vedno odkrivajo. Del tega časa pa je bila politična in sodna represija. Vse to je dr. Bučar označil za državljansko vojno. Zdaj, hkrati, ko se je sestala prva demokratično izvoljena skupščina oziroma slovenski parlament, se je iz predverja parlamenta odstranilo tudi kip diktatorja Josipa Broza Tita. Danes vlada vrača
kipe tega istega diktatorja na javna mesta in ukinja dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, na žrtve časa, ki ga je dr. France Bučar označil za državljansko vojno. Torej, kaj lahko rečemo drugega kot to, da ta vlada v Slovenijo vrača duh državljanske vojne. In to obsojamo in po teh pogovorih, ki smo jih imeli s številnimi kolegi, ki so danes tukaj, pa tudi sicer nadaljavo, delno nadaljavo, ker se je pač to razvedelo, da se je to zgodilo in to, bom rekel, na tak podel način sredi te žalne komemoracije, ni nikogar, ki bi to razumel. Tako da, mislim, nisem presenečen, da je to obsodil tudi bivši predsednik republike, gospod Borut Pahor. Čudi pa me, da se ni oglasila aktualna predsednica države, ki je končno predsednica vseh državljank in državljanov in bi morala reagirati na takšno grožnjo. Dober dan, Žiga Bonča, Pop TV. Zelo podobni vprašanji kot kolegica. Kar se tiče resolucije, me zanima, če ste razumeli, da je med udeleženci neka načelna podpora, da bi sprejeli resolucijo, ki bi nekako obsodila ravnanje trenutne vlade glede ukinitve tega dneva spomina. Kar se pa tiče tega vašega zapisa, je pa predsednica države Nataša Pirc Musar se odzvala, da je vaš zapis, vaša retorika nevarna in pa ministrica za pravosodje je naznanila policiji sum kaznivega dejanja spodbujanja sovražnega govora, če lahko še to pokomentirate. Pa pred tedni ste omenili, da prihaja nova pomlad. V kakšni luči jo vidite, tudi mogoče z vidika današnjega srečanja torej sredinskih demokratskih strank? Hvala. Torej, pomlad v vsakem primeru prihaja, ne? Prihaja, pomlad, kot jo lahko vidimo zunaj, ne? In seveda tudi politična pomlad se bo vrnila v Slovenijo. Ne? Zdaj, to sem jaz trdno prepričan, ker pač vrednote, na katerih je nastalo politično gibanje slovenske pomladi, ne, so vrednote civiliziranega sveta. In Mednarodna zveza sredinskih demokratov, ki pač danes in jutri zaseda tukaj na Bledu, ne, te vrednote, rekel, v globalnem smislu tudi deli, zato se v tej internacionali združujemo. Zdaj, kar se tiče pa reakcij obeh oseb, ki ste jih navajali, nisem nobene osebno videl, tako da pač stavkov ali pa samega besedila ne morem komentirati, če je pa bistvo takšno, kot pač ste ga navedli, potem lahko samo ugotovim, da je ministrica vlade, ki je storila to zavrženo dejanje, ovadila samo sebe, kot del te vlade, ne, ki je sprejela to odločitev. Ne vem pa, kako bi okarakteriziral dejanje predsednice države. Če je res to rekla, potem pač je naslovilo očitek na nepravi naslov. Ne. Mora ga nasloviti na, rekel, drugi vogal stavbe, v katerem domuje. Arjan Sajovic, Nova 24 TV. Gre za zelo velik dogodek, konec koncev mednarodnih razsežnosti, pa me zanima, kakšen pomen ima to za vašo stranko, kot tudi sam slovenski politični prostor. Slovenska demokratska stranka je aktivna članica Zveze sredinskih demokratov. Veseli smo, ne, da je izvršilni odbor na prejšnjem zasedanju v Panami novembra lani sprejel odločitev, ne, da bo tokrat sestanek tukaj. Gre za velik dogodek, ne, za stranko, ki je v opoziciji, je to dokaj velik zalogaj, ne, vendar Slovenska demokratska stranka, tudi ko je v opoziciji, pač močna in je sposobna pomagati takšen dogodek organizirati. Poteka pa to zasedanje v nekem času, kjer je izzivov polno. Jaz se ne spomnim našega srečanja, kjer bi bilo več resolucij, ne, ki so jih predlagale stranke članice.
In tudi razprava, ki je bila doslej, je bila izjemno vsebinska. Zdaj, dokončno oceno bomo lahko dali potem, ko bo končana tudi skupščina in nekateri spremljevalni dogodki, ki bodo jutri, ker je to pač vse tisto, kar na nek način vsebinsko reprezentira pač delo naše internacionale. Zdaj, kakšen bo mednarodni odmev v vseh državah, odkoder prihajamo stranke članice te internacionale, odmev bo. Se pravi, bo odmev več kot 80 državah tega sveta in resolucije, ki bodo pač tukaj sprejete, niso omejene zgolj za učinkovanje znotraj nacionalnega prostora. Samo še May I speak about this question of the Remembrance Day, because as Secretary General of the organization, I speak with all the members, usually before the meeting, and I have to tell you that it came as a shocking surprise for all the members. This international, you have to understand, it's called today the International Center International, but its roots is in the Christian Democratic International, which fought during decades against communism, denouncing the crimes committed by communism. We succeeded. We now have a different Europe. So for especially the European guests, it came as a shocking negative surprise that in this country, the government, one of the most worrisome facts is that you try to forget history by decree. That is a very worrisome thing. Classical of other times, not today, in the Europe and the Slovenia of 2023. There were resolutions in the European institutions, do I have to remember? For the crimes committed by communism, Nazism and communism in the European Parliament. So now, by decree, you're going against the declarations of the European Union about this. I think that the government should seriously reconsider this, because the victims of the communism merit to be remembered, and the families and the people of Slovenia that suffered that need to be always that we, also outsiders, that we remember the sacrifice that they did for this country. Thank you. Hvala lepa. Še? Sem tisto pod vprašanje, v bistvu se vaš zapis sem jaz tako razumela, kot ste vi razložili, ker je cel zapis. Ampak zanima pa me, v bistvu, ker je dejansko šlo za pozive k oboroževanju. A se vam to ne zdi nevarno? To sem tudi vprašala. Na to pa nisem dobila odgovora, ki so bili tudi prijavljeni. Libertarec. No, pač pozivov k oboroževanju jaz nisem dajal. Verjamem pa, da se je marsikdo te zlovešče poteze aktualne vlade, ki zelo spominja na čase, za katere smo mislili, da so zavedno minili, ustrašil. In gre za pač samoobrambno reakcijo. Bomo pa naredili vse, da se pač te zlovešče napovedi ne bodo uresničile z parlamentarnimi sredstvi, ki jih ima Slovenska demokratska stranka na razpolago. Če več vprašanj, hvala lepa. Zdaj vse resolucije, ki bodo sprejete, bodo objavljene in... Bi na te resolucije v Ukrajini, glede na to, da vsi udeleženci sestanka nimate popolnoma enakega mnenja, ali ne s vojnimi sredstvi se nadaljuje vse skupaj, ali pa naj se začnejo takoj mirovna pogajanja, prav gospod Orban je na tej drugi strani. No, kar se tiče obsodbe ruske agresije na Ukrajino, mislim, da ni tukaj nobenih razlik. Nismo slišali nobenih pripomb. Ta obsodba, mislim, da je celo vsebovana v 2 resolucijah, tudi v razpravi tukaj je bilo to popolnoma jasno.
Zdaj so, bom rekel, delno nijanse v stališčih, zdaj ali bo na koncu išli iz te situacije in rešili to situacijo zgolj z, bom rekel, vojaško zmago ali pa s kombinacijo pač uspešne obrambe Ukrajine in mirovnih pogovorov. To pa je razprava, ki pač danes poteka po celotni Evropi in v svetu. In jaz verjamem, da bo živahna razprava tudi danes popoldne, ko bo skupščina obravnavala obe resoluciji, ki govorite o tem. Hvala lepa.